Zakaj trajnostna gradnja? Predvsem zato, ker je to nekaj, kar si vsak med nami intimno želi, zdravo bivalno okolje, lepa narava in dejstvo, da si to lahko pravzaprav privoščimo. Zdaj smo v bistvu mi kakšni 2 uri pred finalnimi predstavitvami in je vzdušje takšno, da se delajo zadnji popravki, vadijo se piči in je kar intens. Vsi si želimo dobro odvoditi pič, ampak vsi smo tudi veseli in utrujeni, ampak veseli, da smo na tem eventu. Pa na Hackathonu je atmosfera odlična, svi se super družimo, svi su lepo raspoloženi, spremni da pomažu i jako se lepo osjećamo. Kljub temu, da smo bili zelo zmatrani, smo bili tudi produktivni, nekaj novega se naučili, spoznali veliko folka iz različnih krajev Slovenije in Bosne in upam, da še kdaj bomo dobili priložnost za podobno stvar. Naloge so bile zelo raznolike in lahko rečemo, da so več kot odlično povzele to, kar smo od njih na nek način pričakovali, tako da so tudi rezultati njihovih aktivnosti in nalog takšni, ki govorijo o tem, da bi jih lahko v prihodnje tudi uporabili ne samo pri nas v podjetju, ampak tudi širše pri ozaveščanju ljudi glede trajnostne gradnje in pa pomena, zakaj se tega lotiti danes in ne v prihodnosti. Že dalj časa, kolikor se v bistvu projekt tudi odvija, se sprašujemo, kako skomunicirati te kazalnike trajnostne gradnje in jih spraviti v življenje. In danes smo dobili kar nekaj idej, nekaj konkretnih aplikacij in v bistvu komunikativnih možnosti, komunikacijskih možnosti, kako jih predstaviti investitorjem, projektantom, developerjem in tako naprej.